Tulak je šel, ne. Tako da zdaj, recimo, to me zanima, zdaj, recimo, če smo prej govorili predvsem o začetnikih, zdaj pa, če je nekdo začel, recimo v fitnessu, že trenira par let, pa zdaj se vidi, da je ful napredoval, kaj potrebuje za prehod v nekega naprednega vedečega, kot ti pač imenuješ ta pojem, oziroma nekega vrhunskega športnika. Tu je pa pole prije kombinacija verjetno različnih stvari, ni samo vadba, ampak so še drugi potem faktori, ne. Zdaj, specifično drugi faktori, ampak ok, te drugi faktori so pomembni tudi že prej, ne. Je pa res, da so mogoče v bolj naprednih fazah te faktori ključni. En izmed njih je regeneracija, ker pri bolj naprednih moraš loviti optimalno razmerje med stresom, kar je trening, in regeneracijo, ne. Moraš skrbeti za dobro regeneracijo. Ja, ker tle smo tudi dobili eno vprašanje, poleg kako je recimo pri nekem vrhunskem športniku izboljšati regeneracijo in kdaj pole vedeti, da je športnik dovolj, se pravi spočit oziroma rehabilitiran, recovered, da pole lahko spet začne nov trening. Ne, pole tle je bilo prav specifično vprašanje, kako če ti kaj poznaš, recimo krio, oksigenacija oziroma cold exposure, oziroma če tudi ti kaj svetuješ pa uporabljaš pri temu. Mislim, mogoče bo ta odgovor malo dolgočasen, ampak 90% regeneracije je spanje in hrana. Se pravi, športnik mora spati 8 ur, 9 ur. Ne? Med spanjem se zgodi večina regeneracije. In istočasno rabi telo ustrezno prehrano, da prvo kot prvo nadomesti vse nutriente, ki so bili porabljeni med treningom, in da obnovi, oziroma da telesu prehrana zagotavlja vse potrebne tudi mikronutriente, da pač telo bolj konkretno deluje. In te dve zadevi so ključ regeneracije. In tle bi mogli športniki dosti več delati na tem. Ostalo so vse neke bonitete temu. Zdaj, če to ne bo štimalo, ne bo nič pomagalo. Ne? Osnova. Ja. Jaz mislim, da športniki lahko dosti bolj, naj se bolj posvečajo tem dvem zadevam, se pravi prehrane, naj dobijo nekega športnega dietetika, da jim predpiše ustrezno prehrano za njih, da izračuna malo energetsko porabo, vnos beljakovin, da ovrednoti tudi vnos širokega spektra prehrane, da telesu dovaja dovolj mikrohranil. Skratka, tle ena delavnica bi bila smiselna. In pol neke spalne navade, kako jih izboljšati, kako poprečno spati dovolj. Ne. Kar se tiče ostalih metod, dejansko ne poznam dosti, ker se nisem dosti s tem ubadal, ker sem pač vedno se ustavimo pri spanju in prehrani in je tle tiste... Ja, se velika večina tudi ne rabi tega, ne, splošno vedeče, ok, pole pri profesionalnih športnikih je drugačne. Jaz mislim, da tudi profesionalni športniki ne rabijo nekih ekstremnih metod regeneracije in je to mogoče malo bolj psihološko tudi, ne. Recimo, da ti nekaj delaš za regeneracijo dodatno, te spravi v nek pozitiven mood, zaradi katerega boš boljši skrbel še za ostale temeljne zadeve. Ne. Recimo masaža itak je fajn. Ne. Isto mrzli tuši ali pa ledene kopeli, mislim, da so za vzdržljivostne športe ok. Sem pa tudi že prebral nekje, da s tem, ko omejujejo oziroma zmanjšajo vnetne procese, negativno vplivajo recimo na razvoj mišične mase. Ne? To sem htel izpostaviti, da ledene kopeli in tuši so fajn za regeneracijo, čeprav zdaj prihajajo fulejnih študij, da tudi za regeneracijo niso lih toliko, ko so mislili, da so. Ne. Je ful mentalno, se mi zdi, predvsem ta cold exposure, predvsem za mentalno, ne, za mentalno jakost oziroma mentalno močnost. Ne. Tle vidim neko priložnost. Recimo jaz tudi delam, ko se končam tuširati, vedno 2 minuti mrzle vode. Ne zaradi tega, da bi bil bolj spočit ali pa bolj regeneriran, bolj zato, ker mi je zanimiv feeling obadanja s tem. Ne.
Ker v bistvu, ko prešaltaš iz normalne vode na mrzlo, je to vedno šok, vedno da živiš kot nek šok. In prvi odziv telesa je nek beg. Ne? Ja, točno. Pač skočil bi ven in pol ta beg provaš dejansko začutiti in ga pustiti na stran in sprejeti tisto mrzlo vodo in v bistvu tisti feeling je dor. Ja, ker tudi reguliraš svoj nervozni sistem, pač tudi pomaga se tudi naučiti, kako je jeti iz boja, ne nazaj v ta restem digest oziroma tisto, ja. Tako da... Nekako je lahko neka vaja za handlat nek stres nenaden, ne? Tako. Ja. Da se ne odzoveš, ampak da sprejmeš. Ja, in pole so bolj... Ja, jaz tudi na začetku sem mislil, da tu je ful doraz in za regeneracijo in za... Pole sem prvič videl, ko si omenil tu študijo, da je pač za hipertrofijo celo slab, ne, ker v bistvu prekine ta signal inflamacij in pole mišica, v bistvu pole na konci, če narediš ti po treningu moči oziroma hipertrofije še mrzo tuš, pa ledeno kopel, je kot da bi naredil pol za treninga, zdaj, ker ne dobi toliko feedbacka mišica. Ne. Ampak potem se mi zdi, ta mrzli tuši, kopeli so predvsem bolj za zdravje, dolgoživost, recimo kakšne te avtoimune bolezni, pa težave z duševnim zdravjem, se mi zdi, da bolj na tisti aspekt. Ne. In ko smo zdaj govorili, mentalna trdnost. Ne, tako da.